na nogo zate. Eno to lučko malo. Jerneja, kaj imate v planu? Tam bi že eni radi lučke imeli. Za lučko sprašuje gospa. Ja, Po, ne? Po maši. maši oziroma predvelo. Ja, že delite. Lahko pa vzamem, pa bom meni dala. A voz? Bo, bo. Znate vodo, niso imajo pa svečko. Simon. Super, hvala lepa. Ona zna, ona je čista igralka. Ja, ona rekla. Daj meni. Lej, bom jaz vprašala. Nekaj bom prebrala. Nekaj se bom vprašala. Ti rekla, star mi je zelo mar. Se pa počasi šel, ja? A imamo? Ej, a imamo tlej? Nismo se še največ. Turbo, mnogo. Pardon, najbolj. Ja, nim da mi svečka. Ej, počas. Ja. Ne prehiter šel, a veš. Ja. Upaj je zdaj to prvo. Ne, mislim, bolj če se zdaj razmišljati. Pol 4. Še kakšen svit, zarab svečko. Se fajn kadilo diši. Ej, lepo počasi, resno, slovesno, dostojno, ne? Dobro, pojma. Pojma, ne bi pa gre se tako. Okej, pustimo. Amen.
Dobil sem tvoj dar. Prižgal si ga v Betlehemu in poskrbel, da je prišel do mene. Sprašujem se, zakaj sem ga dobil. Dobil si priložnost. Bodi odgovoren in pusti svoj pečat. Poskusi. Koliko ti je mar? Za tvoj dar mi je najbolj mar. Za tvoj dar mi je najbolj mar. Za tvoj dar mi je najbolj mar. Danes tudi v Domžalah sprejemamo luč miru iz Betlehema. Potovalo je vse od Betlehema do Dunaja. Na Dunaju pa smo jo že sprejeli tudi domžalski voditelji. Vožnja domov je bila zelo zanimiva. Zelo smo se trudili v skladu z letošnjim geslom, da nam ta majhen plamenček ne bi ugasil. Pa vendar, bile so preizkušnje. Imeli smo k sreči 2 sveči. Ampak na koncu nam je uspelo. Prinesli smo pravo betlehemsko luč v Domžale. Potem je še gospod župnik hecal. Je rekel, kaj pa če bo upihnil kakšen otrok? Ja, lahko bi se zgodilo, da bi upihnil svečko kakšen otrok, ker ne bi vedel, kako posebno svečka, kako posebno luč nosi sporočilo miru. Ena svečka, ena luč pa nikoli ne ugasne, ki gori tam nazadaj. To je večna luč. Jezus nas opominja, kako pomembno se je truditi. Letos nam gesto pravi, koliko vam je mar, koliko nam je mar. Trudimo se skupaj, vedno nam pa ne uspe. Zato danes, v tej sveti maši, položimo vse svoje skrbi na oltar. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občinstvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Položimo, dragi bratje in sestre, na oltar svoje življenje, tudi tiste manj lepe boleče stvari, ki jih največkrat skrijemo sami vase. Dopustimo, da se nas Bog dotakne tam, kjer najbolj boli, da nas ozdravi tam, kjer so naše najgloblje ranje. Priznajmo svoje slabosti, grehe in napake, ter ga prosimo o odpuščanje. Za trenutek zaprite oči in si predstavljajte. Zvečer se sprehajam po centru Ljubljane. Ustavim se za trenutek in opazujem. Opazujem ljudi, ki živijo mimo mene, vsak zatopljen v svoje misli in obremenjen s vsakodnevnimi problemi. Na svoji levi vidim kavarne, v katerih se ljudje pogovarjajo in smejijo o pijači, ter se grejo v tem hladnem decembrskem večeru. Na vsaki strani ulice se vrstijo trgovine, ki ponujajo 1000 stvari za srečo in lepše življenje. Ob njej stoji moški s papirnatim lončkom v roki in prosi denarja za svoj naslednji obrok. Spet nekje drugje stoji oseba, ki si služi kruh z igranjem harmonike. Ljudje hitijo in govorijo. Nekateri v skupinah, nekateri v paru, spet drugi po telefonu. Nad mano žari in utripa na 1000 lučk, ki krasijo mesto, in pred mano stoji velika, okrašena božična jelka in okrog nje stojnice, ki ponujajo čaj in kuhano vino. Povsod je zvok, glasba, smeh, govor, besede, hrup, ampak nekaj manjka, mir. Pogrešam mir, ki je v tem času še tako potreben in dragocen. Mir, ki nam ga prinaša Advent. Kristusov mir, o katerem nam danes pričuje ta mala lučka, ki je pripotovala iz Betlehema na Dunaj v Novo mesto in zdaj je tu med nami. Naj sveti med nami mir, naj sveti Kristusov mir. V znamenje pripravljenosti širiti ta mir si podajmo.
lučko le zase drži, ta svetlove te veterni čaka. Morda pa dočaka tvoj korak. Zekrito lučko, naj te svinja poslom, naj te bil plamenček, osvetlilimo pot. Sevilo tomijo potniku čakala, osamljenost potrtosti bo priznala, da ji roke ruke, pojita skupaj za njo. Torej, kot rečeno, ste sedaj vsi lepo povabljeni, da skupaj z nami skavti ponesemo luč miru še pred predovnico, kjer bo sprejem za celotno mesto. Danes bo sveče možno dobiti le pred vele, bodo pa v Domžalah na voljo v nedeljo. Задвечер. A si je ti, ja pa je, samo še malo, samo še ne. In kot pol razreda ne bi vprašanje Samo ne, če me hočete še kdaj živa videti. Ja. Strašno še slika. Navadno tlako šli stran, ste motri. Tako je, vidiš. Ljuč, Kamilo! Ti boš tam na mizo, da se sveče, pa ne smejo še vzeti, viš? Ne smejo, reči na koncu. Reči, bom ne zaključil s pogovorom. Evo nas. Ata, že spet O, Ata je že spet tukaj, Ata, živijo. lepo. Kako? Čaj dela. Čajček dela, praviš, 100 na uro. Čajček dela. Jerneja? Bom rabila voditi, da te neki pomagali talati tle. Klinčke pa. Doma pa je rekel, da se ga pomagali. Oziroma sam zvočnica. Lepo pozdravljeni tudi letos na sprejemu luči Betlehema.
Leto že 24. prihaja tudi v Slovenijo. Zdaj bi pa prosila, da se bomo lažje slišali, bo še kratek program. Če gremo vsi skupaj tukaj v en velik krog. Skavti to že znajo, bojo pomagali en velik krog, če naredimo. Prosili bi, če je le možno, da luč prižgemo po koncu programa. Ko bodo naši skavti pomagali. Pecivo prnati po koncu programa. Bojo že potrpeli. Ti pa pricem, ki te rabim. Te rabi. Vroča. Za začetek bi zapel skupaj eno pesem. Imamo... Zdaj me zanima, če lahko dvignete roko vsi, ki poznate pesem Daj zapri oči. Grega, boš na glas pil? Pricem. Daj zapri oči, na srce spregovori, naj ti dam kamen svoj, nosi ga vedno s seboj. Idemo vsi skupaj. Daj zapri oči, naj srce spregovori, naj ti dam kamen svoj, nosi ga vedno s seboj. Menite me, očem svetiti za vse. Daj zapri oči, naj srce spregovori. Idemo vsi skupaj zraven. Naj ti dam kamen svoj, nosi ga vedno s seboj. Daj zapri oči, naj srce spregovori, naj ti da kamen svoj, nosi ga vedno s seboj. Sedaj bomo prisluhnili letošnji poslanici, ki nas spremlja ob tem prihodu luči miru. Hvala, prijatelj. Dobil sem tvoj dar. Prižgal si ga v Betlehemu in poskrbel, da je prišel do mene. Sprašujem se, zakaj sem ga dobil. Dobil si priložnost. Bodi odgovoren in pusti svoj pečat. Poskusi. Koliko ti je mar? Letos razmišljamo, koliko nam je mar za darove, ki jih prejemamo. Sedaj bomo povabili tudi vas, da razmislite, koliko je mar za nek dar, ki ga prejemamo. Zato bom prosila skavte, da razdelijo klinčke in flomastere kar vsem. In bo vsak zapisal, za tvoj dar mi je, potem pa koliko, vsak bo zapisal koliko mar. To se pravi, recimo, za tvoj dar mi je zelo mar. Vsak naj si spomni svoj pridevnik. Koliko nam je mar za nek dar. Ob tem, ko bojo skavti delili klinčke in mastre, pa lahko še povem zgodbo, kako je potovala ta luč miru do nas. Vsako leto se prižge v Betlehemu, tam, kjer se je rodil Jezus. In ta luč, seveda, ko smo rekli, nosi sporočilo miru. Iz Betlehema je nek otrok, ki ima posebno priložnost, ki se je posebej izkazal, posebej
ki mu je posebej mar, bomo tako rekli, nese to luč miru na Dunaj. Iz Dunaja se širi ta luč po celi Evropi in po celem svetu. Letos smo se domžalski voditelji odločili, da gremo kar sami iskati to luč na Dunaju. Ko smo prejeli to luč na Dunaju, smo jo s kombijem peljali v Domžale. In ne boste verjeli, ni bila to lahka naloga, ne? Da nam ta plamen ne ugasne. Ceste so vijugaste, so poškodovane nekje in mogli smo vložiti kar nekaj napora, truda, da nam ta lučka po poti ni ugasnila. Želeli smo, da dobimo res to pravo luč. Lahko bi se zgodilo, da bi nam ugasnila, bi jo že dobili od kakšnih drugih slovenskih skavtov, ampak želeli smo. Voditelji smo si zadali, da vložimo toliko truda, kot je potrebno, da prinesemo to lučko v Domžale. In evo, uspelo nam je. Uspelo nam je, ker nam je dar, koliko vam je mar za dar, ki ga dobite? Mar za ta dar, za ta mir, ki ga želimo širiti vsem ljudem. In verjamem, da je tudi vam zelo mar, zato ker ste prišli danes sem. In upam, da boste ta mir, to lučko ponesli čim več ljudem. Napišite na klinček torej, koliko vam je dar, koliko vam je mar za dar, za darove. Katerikoli dar, ki ga imamo, ki ga dobivamo vsak dan. To se pravi, za tvoj dar mi je. Še delijo. Kdor je že napisal, pa mogoče poda flomaster še komu drugemu. Zelo, zelo. Napisala Marjetka. Ful mar, bi rekli mladi. Položite tukaj na tla, v eno tako vrsto. Ker kdor je že, kar položite. Klinček na tla. Aha. Vidiš? Ne, si vidi. Mami, che occhi! Occhi. Za tvoj dar mi je... Koliko vam je mar? Za tvoj dar... Za tvoj dar mi je... neskončno mar. Dobro, večina ste že. Sedaj pa ti klinčki ne bodo ostali za nas, bodo za vas, da ga boste vi obdržali, mogoče podarili komu, ga obesili nekam skavti na rutko, ostali pa nekam v dom, kjer vas bo opominjalo. Tako da zdaj pa predlagamo, vsak gre po naključni klinček, iskat svet. Tudi flomaster še obdržite. Ja, enega drugega. Se pravi, svojega nesete na sredo in vzamete enega drugega. Ne, enega drugega. Kar enega moramo. Je zelo malo, ja, seveda. In ko boste imeli nov klinček, preberite, koliko je napisano. Za tvoj dar mi je, ne vem, piše zelo mar. Mar. No, v glavnem, obrnite klinček na drugo stran in napišete, kateri dar, kakšen dar vam je toliko mar. To se pravi, če piše zelo mar, kateri dar imate, ga prejemate in vam je toliko, kolikor piše mar. Razumete? To se pravi, preberete, koliko piše na klinčku. Takole, ker malo. Še kje svinčnike rabite?
Ne, tam ne, ja. Samo, resničnike. Hvala, ker vam je mar, ker ste prišli danes. Ni še konec? Upam, da vam gre pitanje, da veste, kaj napisati. To se pravi, napisali smo: za tvoj dar mi je zelo mar. Za kateri dar nam je zelo mar? Na drugo stran napišemo, za kateri dar nam je zelo mar. Še nekaj klinčkov na tleh, če ga kdo še nima, ga lahko še dobi. 2, 3, 4, 5, 6. Sedaj bomo skupaj zapeli eno pesem in še odrasli skavti so nam pripravili nekaj piškotov, topel čaj, da se pogrejemo. In res hvala. Hvala, ker ste se vzeli danes čas, ker ste se tukaj ustavili, kljub tem hitrem tempu v tem decembru. In toplem decembru. Da pokažem, da nam je mar. Po mladanskem decembru. Za naše najbližje, za naše domače, za naše prijatelje. Komu se bomo ponesli to lučko miru? To sporočilo nas spremlja v tem decembru, v tem hrupu. In naj ob tem, kar zaželim, lepe božične praznike, predvsem mirne, ter seveda veliko zdravja, uspeha, zadovoljstva, sreče, vsega, kar si želite v prihajajočem novem letu. Zdaj pa pesem. Zahvaljuj Gospodu se. Sveta plava najgori v tvoji mladi duši. Zahvaljuj Gospodu se, ker nam ta plamen je. Kavzari skupi, vyglasi se duši, zahvaljuj Gospodu se. Sveta plava najgori v tvoji mladi duši. Zahvaljuj Gospodu se, na plamen je. Razočarate, ko ostaneš sam na svetu. Nekdo ti lučko bo prižgal, ljubanje ti da. Didodididon. Najgori v tvoji mladi duši. A ste si že prižgale? Naj mi za sabo. A zdaj ste? Daj še enkrat. Super. Poiščete koga s plaminom, da vam razdeli. Res hvala. Hvala še enkrat, ker ste prišli. Sedaj pa bojo skavti postrigli še s čajem, škoti. Tako da vabljeni, da se še malo zadržite tukaj na peščadi pred Vele. Spet drugo leto. Olej, Minko, jo. Jaz kar stekaro hodim, upam, da ne. Imaš eno tudi tukaj še? Ne? Je pa šla na Pešto. A tako no. Ja. Jaz sem pa zdaj še v 8. sestanek. Kam je šla to? Kam pa je šla? Ljubljana. Dobro, hvala, srečno. Živijo, Žiga. Si pršel? Ja, no, ste si pršel? Kaj ste bili? Žiga.
Tu ne morajo dati policajem vsem ropari. Da morajo policajem dati tole vsem ropari. Na kjer razvaja želja, pa to svečko še ne vene? Ja, pa je. Naprimer, Jaz bi lahko zdravstveno dobro. Jaz vidim, da si ti skoraj definiral. Pa nazaj. To pa ne moš videti, če nema potpora. A zdaj se pa ne moš biti. Blagoslovi naj te Gospod in te varuje, razlije mu obraz na tabo, naj ti bo milostljiv, naj bo njegov pogled na teboj in mir naj ti podeli. Blagoslovi naj te Gospod in te varuje, naj bo blagoslov, naj bo blagoslov, naj bo Božji blagoslov s teboj in te varuje, naj bo naj bo blagoslov, naj bo Božji blagoslov s teboj in te varuje. Hvala ga. Repete se da ljudi. Ti kam neseš?